Torej, glede na uvod, je bilo rečeno, da je to glavni razlog, da ste me povabili, ker je naša škofija v rdečih številkah. Upam, da ni to edini razlog, zaradi katerega ste mene povabili, ampak da ste imeli morda tudi bolj v mislih širši kontekst. Že tisti širši kontekst, v katerem sem jaz svoj čas aktivno sodeloval, v kontekst recimo Sinode Cerkve na Slovenskem, ki je bolj ali manj pozabljena, če bi se pa je vsi malo bolj držali, pa ne bi mi prišli v to situacijo, v katero smo prišli. Ampak, ker smo nekako rekli, da gre za nek prelom ali pa za neko celo zgodovinski prelom, sem potem najprej razmišljal tako. Kakšne poizkuse smo vse naredili v zadnjih 20 letih? Pa če pogledamo na medijsko področje, smo delali poizkus z Novo medijo, pa je propadla. Pa smo delali poizkus s Slovencem, pa je propadla. Pa smo delali poizkus s TV3, pa je tudi propadla. In smo delali poizkus s T2, pa ne vem, bo propadlo ali preživo. Potem, če pogledamo na politične poizkuse, smo delali poizkus s Krščansko-demokratsko stranko, pa je propadla. Smo delali poizkus, kako vrh cerkve direktno vpliva v politične odločitve, pa je tudi propadlo. Pa smo delali poizkus, kako bi postal krščanski demokrat predsednik države, pa je tudi propadlo. In smo doživeli izpad NSI-ja iz parlamenta in smo doživeli poizkus nove krščansko-demokratske stranke, pa sta hkrati oba propadla. Smo delali poizkuse na gospodarskem področju z nekaterimi primeri denacionalizacije in seveda z velikimi projekti v naši nadškofiji, ki so seveda delno povezani z nadškofijo, delno z zvonom, zvonom 1, zvonom 2. In vsi projekti v povezavi z denacionalizacijo niso propadli, nekateri pa so, oziroma zelo je bilo odvisno od tega, zakaj se je denacionalizacija namenila. Imamo primere, ko so se redovne skupnosti odločile pa rekle, rabimo to pa to, vsega ostalega ne rabimo in bomo skoncentrirali svojo dejavnost z 2 ali 3 stvari, so tako naredili, in nišče nič ne očita, nikoli niste o njih brali, nič v dobenem časopisu, ne slabega, ne dobrega, kot da se nič ni tam zgodilo. Smo pa za vsako ceno hoteli imeti nazaj Blejski otok in Betnavski grad, pa nam niti eden, niti drugi izgleda ne bo prinesel posebnega želja. Če pogledamo na kulturno področje, koliko poizkusov je bilo na kulturnem področju, ki je za evangelizacijo še posebej pomembno, bi lahko skoraj ugotovili, da malo ali nič, razen etabliranih literatov, ki so že bili prej in ki so preživeli tudi teh 20 let, kakšne strašne nove katoliške literarne zvezde ravno ne vidimo na obzorju. In na glasbenem področju, tu smo pa tako, katoličani najbolj uspešni, se pet pa res znamo. Od zadnje podružnice do novih glasbenih šol.
Ko je bila pobuda za katoliško gledališče, za tisto ni bilo denarja, pa ni nastalo, da o filmu ali drugih ožjih kulturnih področjih ne govorimo, ker ni bilo niti kakšnega posebnega poizkusa. Če pogledamo, kaj smo poizkušali na vzgojno-izobraževalnem področju, potem morda tu lahko rečemo, da od vrtcev preko gimnazij do prvih zametkov katoliške univerze ti poizkusi zaenkrat delujejo. Marsikdo pa tudi od njih bistveno več pričakoval, kakor smo uspeli narediti. Tako da imamo o tem lahko različna mnenja. Človek se včasih vpraša, pa smo tudi tu mimo vsega. Kar zadeva socialno področje, imamo Karitas, ki je zaenkrat intakten in upajmo, da bo tako ostal. Potem je nekaj takšnih in drugačnih dobrodelnih ustanov, kot je Amen sklad, Slomškova ustanova. Vsekakor je uspešno misijonska pisarna, prijateljstvo invalidov, potem Vincencijeva družba, pa še se bi našlo kaj. Torej, na tem področju smo kar, mislim, da naredili v zadnjih 20 letih pomemben razvoj. Če pogledamo torej medijsko področje, politično področje, gospodarsko področje, bolj ali manj sami neuspehi, in če se vprašamo, kje so razlogi za to, jih lahko nekako naštejemo. Po mojem je eden od glavnih razlogov soliranje individualistične akcije, ki niso imele nepredhodnega, širše zdiskutiranega zaledja, še manj pa so bile jasno in glasno urbi et orbi požegnane od vrha katoliške cerkve. Pa naj si gre za TV3 ali za TV2, če ostanemo samo pri teh nesrečnih tejih in številkah. Potem naslednja stvar, ki mislim, da je povzročila to situacijo, je odsotnost strokovnega pristopa in pa nadzora. Sam sem sodeloval ne pri nastanku, ampak pri že poslednji negi Slovenca in pri njegovem pokopu me ni bilo več zraven, ampak tam sem vsekakor dobil eno izkušnjo, da stvari se ne moreš lotevati tako volontersko, šarlatansko, neprofesionalno, kako se je tam zgodilo. In poleg strukturnih problemov, v katerih se je Slovenec znašel, je seveda neprofesionalnost tam igrala sigurno na začetku pomembno vlogo, da smo dobili v roke prvo številko izdelka, za katerega nas je bilo bolj sram, kakor da bi se ga veselili, čeprav smo ga dolgo čakali. Torej, kar zadeva nadzor, se mi zdi, da v naši mariborski zgodbi je najbolj očitno, kako nadzora ni bilo. Če pa je bil tako med seboj vezan, da so se eni in isti sebe nadzirali, kar pomeni, da to ni bil nadzor. Potem sistemske okoliščine so gotovo botrovale tudi propadom marsikaterega od teh projektov. Tu mislim najprej recimo na totalitarno dediščino, ki se vse do danes, 20 let po samostojni Sloveniji, nismo otresli in ki je prisotna v vseh porah te družbe, najbolj pa v pravnem sistemu in gospodarskem sistemu.
vendar seveda tudi s temi sistemskimi okoliščinami bi morali bolj resno računati takrat, ko se odloča za kakšen te vrste projekt, o katerih smo govorili. Naslednja stvar, ki je botrovala propadu marsikaterega od teh projektov, je pomanjkanje notranjega dialoga. Tako dialoga v cerkvi, kakor v laičnih vrstah, tudi pomanjkanje dialoga v politiki s krščansko-demokratsko inspiracijo. Tu lahko ugotavljamo, da pravzaprav resnega dialoga o nekih temeljnih konceptualnih usmeritvah cerkve, s tem pa tudi kristjanov laikov v družbi nismo uspeli narediti. Smo nekaj na to temo rekli znotraj sinode. Jaz še zmeraj mislim, da so glavne 3 odločitve, ki so nekako zapisane v izhodišču, tiste, ki bi se jih morali držati, pa se jih nismo in ki bi lahko peljale cerkev v drugo smer. To je odločitev za človeka, za dialog in za občestvo. Če te 3 odločitve prevedete v vse konkretnosti cerkvenega življenja, delno je to v sinodalnem dokumentu narejeno, delno najbrž ni, bi seveda te odločitve, če bi jim sledili in zvesto sledili, lahko marsikaj preprečile. Da ne govorimo o pomanjkanju notranjega dialoga v laičnih vrstah, se pravi v političnem kontekstu. Večina stvari se v politiki s krščansko-demokratsko inspiracijo zgodila v nepravem smislu zaradi tega, ker ni bilo dialoga, ker se ni poslušalo drug drugega in ker so neke individualne in osebne ambicije posameznikov bile tiste, ki so preglasile tudi na nek način glas ljudstva. Potem naslednji razlog za neuspeh, neodločenost in nemoč cerkvene hierarhije. Škofje so seveda zato, da vzdržujejo edinost, ampak so tudi zato, da odločajo, da tudi kaj presekajo in da za kako stvar rečejo, ne, tega se pa ne bomo šli. Največkrat pa smo slišali, da so izražali moralno podporo vsaki neumnosti, kjer se je kdo kje zmislil. In seveda posledice tudi se sami nosijo.